Dragi bratje in sestre, včerajšnji praznik Jezusovega krsta zaključuje božični čas in nas vabi, naj se spomnimo na svoj krst. Jezus je hotel prejeti krst, ki ga je oznanjal Janez Krstnik v Jordanu. Gre za krst pokore. Vsi, ki so ga prijemali, so s tem izrazili željo, da bi bili očiščeni grehov in z Božjo pomočjo so se zavezali, da bodo začeli novo življenje. V tem prazniku lahko občudujemo Jezusovo ponižnost. On, ki ni imel greha, se postavi v vrsto s pokorniki, grešniki, se pomeša med nje, da bi prejel krst v vodah reke. Koliko ponižnosti ima Jezus. In s tem ravnanjem je pokazal, kar smo obhajali v Božiču, svojo pripravljenost, da se potopi v reko človeštva, da prevzame nase naše pomanjkljivosti, grehe in slabosti, da deli z nami našo željo po osvoboditvi in zmagi nad vsem, kar nas oddaljuje od Boga in od naših bratov. Kakor v Betlehemu, tako tudi na bregovih Jordana, Bog ohrani obljubo, da bo prevzel nase usodo človeškega bitja in Jezus je otipljivo in dokončno znamenje tega. On prevzema nase bremena nas vseh, vsega našega življenja, skozi vse dni. Današnji evangelij poudari, da je Jezus brž, ko je stopil iz vode, zagledal odpirajoča se nebesa in duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob. Sveti duh, ki je bil na delu že vsega začetka stvarjenja in je vodil Mojzesa in ljudstvo skozi puščavo, se sedaj v polnosti spušča na Jezusa, da bi mu dal moč za izpolnitev njegovega poslanstva v svetu. Sveti duh je tvorec Jezusovega in tudi našega krsta. On je dar. On nam odpira oči za resnico, za celotno resnico. Vodi naše življenje na pot ljubezni. Je dar, ki ga je dal Oče slehernemu izmed nas na dan našega krsta. On, duh, nam prenaša nežnost Božjega odpuščanja. In je vedno on, sveti duh, tisti, ki daje, da odmevajo očetove razodevjajoče besede. Ti si moj sin. Ti si moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Praznik Jezusovega krsta vabi vsakega kristjana, da se spomni na svoj lastni krst. Papež Frančišek je v enem izmed svojih govorov izjavil, ne moram vas vprašati, to je govoril predvsem otrokom, če se spominjate dneva svojega krsta, ker ste bili po večini še otroci, ko ste bili krščeni. Kakor tudi jaz. Krstili so nas še otroke. A vprašam vas nekaj drugega, ali veste za datum svojega krsta? Veste, kateri dan ste bili krščeni? Vsakdo naj pomisli, in če ve za datum, in če vam ta datum ni znan, ste ga pozabili. Ko se vrnete domov, vprašajte svojo mamico, ali atija, ali babico, ali detka, ali strica, ali teto, ali botra, ali botro. Na kateri datum sem bil krščen? In tistega datuma se moramo vedno spominjati, ker je to praznik. Je datum začetka našega posvečenja. Je datum, ko nam je Oče podaril svojega duha. Ko nas je naredil za svoje otroke.
nas posinovil, nas naredil za Jezusove brate in ki nas spodbuja, da gremo naprej, je datum velikega odpuščanja. Danes se vsi otroci radi spominjajo rojstnega dne in ga slavijo. Kako lepo bi bilo, da bi se še bolj spominjali dneva, ko so bili krščeni, kajti takrat so bili prerojeni, vsi smo bili prerojeni, prenovljeni za novo, za večno življenje. In tisti dan mora biti še večji praznik. Amen.